Z obiskom Zorana Jankovića, ljubljanskega župana in aktualnega vodje nove politične stranke, ki se bo na decembrskih volitvah potegovala vsaj za vstop v slovenski parlament, se je danes ob 19. uri začel jesenski ciklus pogovorov Družabno družboslovje, ki ga v organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor, soprodukciji Zavoda Maribor 2012 in ob pomoči študentske organizacije Univerze v Mariboru vodita dr. Vesna Godina in dr. Andrej Fištravec. Zanimalo nas je, kako ljubljanski župan komentira izjavo mariborskega župana Franca Kanglerja, da je Jankovićeva kandidatura začetek konca naše države. To sploh vredno komentirati. Kolega Kangler ima po mojem dosti svojih problemov in je bolj, da jih rešuje. Je pač v stilu njegovem, nimam kaj komentirati. To bojo komentirali državljani. Današnji obisk Maribora bi lahko razumeli kot del predvolilne kampanje, a kot pravi Janković, temu ni tako. Ta prihod je dogovoren že mnogo preden sem se odločil za kandidaturo in tudi videli boste danes, kaj dosti o programu ne morem govoriti in tudi ne želim, ker bom v soboto predstavil program na ustanovnem kongresu stranke. Če sem poslušal in prebral to, kar je rekel kolega Šrot, on je zelo jasno povedal, da imam prepoznavnost, da se bojo državljani odločili, koga bojo volili in jaz tisto podpiram, kar on pravi, da je treba postopke, ki so sicer v Ljubljani, ampak mislil je o vladni ekipi, skrajšati, zmanjšati birokracijo in omogočiti hitrejši razvoj. In kaj poreče na vprašanje o tem, ali je njegova prepoznavnost dovolj, da lahko nagovori tudi volivce v Mariboru? Konec koncev sem let preživel v Mariboru, ne vem, zakaj ne bi bilo zadosti. Ampak čakamo to 4. decembra, vse se bo videlo. Veste, pri meni je to zelo bil čustven odločitev, poleg razumske, in tisti trenutek, ko so se odločil in to sporočil, sem ta svoj del pravil pri sebi. Zdaj pa vse prepuščeno državljanko, državljan da odločijo. Karkoli bo odločili, bo meni prav. Že imate ekipo za Maribor? Ne. Nobenega imena? Lejte, enega samega? Ne, pa tudi, če bi ga imel, in če je, tudi ne bom zdaj povedal, konec koncev bodo te liste znane 9. novembra. Mi bomo zdaj soboto ustanovili kongres, tu bomo potem javno pozvali vse, da pač povejo, kdo je tista kredibilna osebnost na tem področju, ki bi šla v stranko in ki bi Mariborčani zaupali. In predvsem me tudi zanima, da povejo iz svojega kraja, kaj je tisto, poleg teh normalno državniških potreb, kaj je tisto, kar potrebuje Maribor. Kajti na vsak način bo tudi ta program, ki bo do 4. decembra javen, jasen vsem, se bo dopolnjeval. In mi želimo iz vsake regije dobiti konkreten projekt, da lahko rečemo, da tudi ljudje lahko vidijo. Poleg tega, da rečemo, da je boljše življenje, ne vem, treba je zmanjšati birokracijo, ampak ali je ta cesta, ali ne vem, bolnica, ali kaj drugega. Kakšna so torej lahko pričakovanja Mariborčanov do Jankovića? Se ga morajo morda bati? Ne vem, zakaj bi se me bali. Jaz v to, vsaj do sedaj, kar sem deloval, mislim, da sem pokazal svoj način delovanja. Ko sem bil v Mercatorju, smo bili najboljši sosed in to smo verjeli vsi, ki smo tam bili sodelavci, ne samo v Sloveniji, ampak konec koncev v vseh državah, kjer smo bili v Ljubljani, nedvomno je prišlo do velikih sprememb zaradi ekipe, ki vrhunsko dela in ne vidim razloga, da ne ponovim tisto, kar je moj slogan v Ljubljani, najlepše mesto. In ne vem, zakaj ne bila tudi Slovenija najboljša država. In mislim, da je prišel čas, da presekamo ravno take ideološke pozive in ta politični sovražni govor, češ, če bo nekdo prišel, bo pač to uničil. Vsak, ki bo dobil to priliko, bo dobil priliko z mnenjem vseh državljanov, državljank oziroma večine njih. In to je treba temu zaupati. Jaz ne vidim, da bi na ta račun Maribor kaj izgubil, sem pripričan, da bo dobil. Kaj pomeni zame najlepše mesto, to treba to povedati. Jaz sem v Ljubljani živim in tudi v Ljubljani bo zaključil svoje življenje. Se pravi, z te lokacije, kjer imam zdaj svoj dom, svojo soprogo, že zadnjih 25 let, hišo sem naredil v času bivšega sistema, me lahko preselil sam na Žale. Tako da vsak tisti, ki svoje mesto čuti, ki ga spoštuje, lahko čuti, da je to njegovo mesto najlepša, pa njegova vas. Tako da jaz na te, bom rekel, meritve ne bom pristajal, ampak tudi zaradi tega ne bom spremenil svojega mnenja.